Dober dan. Dober dan. V velikem slogu se je Marjan Podobnik vrnil na politično sceno. Zginil je, kdaj je zginil? 18 let nazaj. 18 let nazaj, se pravi, celo polnoletnost je manjkal. Zadnja reč, ki je počel v Sloveniji, pa je bila še opazna, je bila vodenje Telekoma. Na pozicijo šefa Telekoma je prišel iz vlade, ki je tedaj vodil še Janez Drnovšek, ne? To, da imamo dejansko opravka s precejšnjimi časovnimi razdaljami. Je pa ta vrnitev tak zanimiv pojav, ne? Med drugim, ne, po mojem tudi zato, ker je Marjan Podobnik v te kraje prvi vnesel nek tip politične razprave, ki bi ga lahko pogojno imenovali populizem, ne? Ampak tako, ne, tako populistično rečva, preganjal takrat Udbo mafijo, pa še kakšne take pojave. Je to nek tak populizem, dajva reči z eno drugo frazo, s človeškim obrazom, ali pa populizem po meri človeka. Ja, mislim, prav luštan se je vsake toliko časa mrtvila vrt v notranjo politiko, ne, tako, ki omogoča kakšen razmislek, ne. Ja. Ker zdaj smo imeli bolj tako bledo za analizo nezanimivo politiko, ne, relativno razen tisto, da smo povedali, da so vsi podlegli nekemu neoliberalizmu in tako naprej, ne. Vrnitev Podobnika sicer verjetno ne pomeni kakšnih velikih rezultatov za prvo, kar je za Slovensko ljudsko stranko, drugo, kar je pa za desnico kot celoto. Bi pa skoraj zanesljivo, vsaj moj vtis je tak, ne, pomenilo lahko povratek SLS-a v parlament, ne. To pa mislim, da bi šlo, ne. Dobro, mislim, zdaj jim je zmanjkal kakšen odstotek, ne, Ja. da bi prišli do državnega zbora. Zdaj, po drugi strani pa tako, ne, veš, mislim, če imaš ti grdo rečeno blagovno znamko Slovenska ljudska stranka, ne, ki je starejša od blagovne znamke Coca-Cole pa še česa, ne, je treba biti kar artist, ne, da ne prideš v državni zbor, ne, in pač ta stranka je imela zdajle nekaj umetnikov, ki jim je uspevalo, da s tako močnim imenom se ne prebiješ v državni zbor. Zidanšek oziroma poprejšnji, ne, arhitekti Slovenske ljudske stranke po Podobniku so se vsi poskušali približevati karizmi in liku in delu Janeza Janše, ne, se pravi, hoteli so biti nekako podobni SLS-u, potem pa po možnosti bolj prepričljivi kot SDS sam, pa jim ni uspelo, nikakor ne, ne. Podobnik se je pa že v tistem času razlikoval po tem, da je bil samonikel, da je bil nepredvidljiv, da je znal jadrati populizem, kot ga v tistem času Janša še ni znal, ker Janša je takrat jadral populizem ta osamosvojitvenih emocij, to ja. Drugih oblik populizma pa ni obvladal, a ne. Potem je stal pa velemojster seveda, ne, danes obvlada to res dobro, ne. Medtem ko Podobnik je pa pojadral očitek na Janšo ali pa Janši, ne, ki je bil obtožen dejstva, da je, oziroma tega, da je razdvajal, da je delil ljudi, da je vnašal prepir, da je vsak dan ustvaril 5 sovražnikov in nasprotnikov, ne, za razliko od Milana Kučana, ki je v istem času ustvaril vsak dan 5 prijateljev, ne. In v to debato o karakternih razlikah enega in drugega je vskočil Marjan Podobnik in takrat v bistvu prevzel vlogo ali pa vokabularij rimskega, katoliškega rimskega prava oziroma bolj kot, ali pa rečemo temu pač to kulturno ozadje papeško, ki je izviral že starega Rima in se je razglasil za graditelja mostov, se pravi za Pontifexa Maximus, včasih je da je papež Pontifex Maximus, ne. Pontifex je graditelj mostov. Tako je. Pontifex je graditelj mostov, ne, in Marjan Podobnik je postal Pontifex, ne. Ampak ne Maximus. Ne, Maximus ni bil, bila pa je intimna želja, da bi bil, ker on dejansko je hotel postati predsednik vlade in potem, če se spomniš, je postal podpredsednik vlade. Postal je podpredsednik in to leta 97, ne.
Potem, ko Drnovšku s prvo koalicijo, ki jo je sestavil, ni uspel potem vlade sestaviti oziroma dobiti v državnem zboru ustrezne večine, ne, ki bi s koalicijo, ki je njega za premierja naredila, lahko sestavil tudi vlado. Glasovanje je bilo tajno. Eden večjih misterijev zgodovine slovenske parlamentarne demokracije je, kdo je bil tisti, ki mu tedaj ni dal glasu. In je potem Podobnik dejansko odigral to potezo, da je pristal na koalicijo z Drnovškom, hkrati je pa leta 2000 potem z združitvijo Krščanske demokracije in pa Slovenske ljudske stranke koalicija tudi razpadla. Potem za pol leta pač vodenje vlade tedaj prevzel pokojni Andrej Bajuk. In za Marjana Podobnika našel mesto na Telekomu. Dejva, veš, ta tip političnega žargona, ki ga je Podobnik patentiral v 90-ih letih, predstaviti v sodoben čas. Jaz nameravam v tem sobotni prilogi v tekstu se posvetiti, nimam še domišljenih rešitev, ampak se nameravam posvetiti natanko temu, kar je Carlos Villa pod Močnikovim mentorstvom razdelal za Slovenijo, namreč, da smo imeli programirano desnico in programirano opozicijo. Zakaj? Zato, da je tranzicija lahko stekla. In se mi zdi, da Marjan Podobnik v funkciji pontifexa oziroma graditelja mostov, to se pravi, začeli se pri ideoloških razlikah, zglajujemo razlike med partizani in domobranci. Primorska je bila izredno primerna za kaj takega, zaradi tega, ker tam si imel veliko katoliškega življa, katoliških državljanov, ki so bili istočasno po poreklu partizanskem poreklu, zato ker je bila slika zelo jasna in tam je bilo popolnoma jasno, če tam nisi bil protifašist, potem je bilo s tabo nekaj narobe. Ja. Medtem ko dolenjska slika je bila pa spet čisto popolnoma drugačna, ker tam je pa komunizem pokazal svoj zelo česti obraz, in so se ljudje branili pred v bistvu kominternovskimi zločini, temi metodami in je prišlo do neke kulturne razlike, da so ljudje gravitirali proti recimo tradicionalni ljudski stranki, tradicionalnim krščanskim vrednotam, hkrati se pa niso na politični ravni mogli poenotiti, komu pripadajo. In Podobnik je, on je doma iz Cerknega. Cerknega, ja. No, tam se v bistvu ti kulturni vplivi križajo, in je on zelo dobro dojel esprit te dileme in jo je enostavno unesel v politiko in poskušal razrešiti s tem, da je ponudil alternativo, mi gradimo mostove. In takrat, če se spomniš, je pritegnil pozornost tudi Nove revije in ga je kar podprla, ker so se v Novi reviji nekateri zelo bali Janše, zato ker so vedeli, da hoče narediti tudi sovražni prevzem Nove revije. Kasneje tudi je, oziroma z tem idejo Zbora za republiko so pokleknili pred njim. In Podobnik je v bistvu zdaj pa pri tistih, ki jih je pa na drugi strani izumljal, to je bila pa nomenklatura, pa udbo mafija, to je bilo izraz, ki ga je on spopulariziral, izumil ga je pa menda Ravnikar, ali kdo že bil. Arhitekt Ravnikar, ja. In ki je tudi gravitiral k SLS-u v tistem času, k Podobniku. In takrat so za Podobnika pri Novi reviji rekli, mlad je pa ni še čisti izdelan, ampak se pa hitro uči, dajmo mu šanso. In dejansko je šanso takrat dobil, on je zelo veliko glasov potegnil, največ v zgodovini te stranke. 19%. In hkrati je bil idealen lik za nasledstvo krščanske demokracije, ki je pa v prvem valu privatizacije odigrala vlogo tistega, ki je pokrival privatizacijske interese. In zdaj, če slediva Vilija, se tukaj srečajo različni interesi. Eno je bil želja, se pravi, ameriški interes Vilija pokaže zelo lepo, da je Amerika imela neko politično geometrijo v Evropi, da je na vzhodu si zamislila neko določeno obliko družbene ureditve, ki je vključevala tudi privatizacijo in vpeljavo neoliberalizma, in hkrati je imela neko pogodbo z starimi partijami, zlasti verjetno za slovensko, domnevno, zato, da bo v zameno za miren prehod in vse te stvari dala deloma pa odpustek, rečemo, politični odpustek, ali kako ne rečem, legitimacijo,
In očitno se je tam dogajal nek dogovor, če Viljo citiram, in jaz mislim, da tako tudi res je bilo, ne, da so se na nekem tihem ozadju, da se je katoliška cerkev pa partija, da sta se zmenili za razrez privatizacijskega premoženja in krščanska demokracija je očitno servisirala ta del, ne. Se pravi cerkvenega interesa, ne, in neka dialektična shema je očitno tekla zelo dobro in ta študija, doktorat Vilje to Dej pove 3 besede še v avtorju, no, tako da se pravi, gre za tekst, ki je šla knjiga pri študiji Humanitatis, je pa ta fant je iz Madrida in je doktoriral pri Rastku Močniku, ne. Je pa bil Erasmusov študent in je šel v Ameriko in poiskal arhive pri bivših predsednikih, so mu odprli arhive in je nekatere stvari v Sloveniji in je prav napisal knjigo o slovenski osamosvojitvi in tranziciji oziroma o teh dilemah. In on noter tudi dejansko omenja, mislim, tudi Marjana Podobnika omenja, tudi Ivana Omana omenja, ki je zdaj rekel, da je treba spet priklicati Lastovko pomladi, poživel aplavz in te stvari, ne. Ampak v tistem času se je ta stvar zdela, to se pravi, na eni strani je prišlo do deregulacije kapitala na svetovni ravni, na drugi strani je prišlo pa do regulacije populizma na nacionalni ravni. Ker jaz mislim, da populizem pri nas je bil reguliran, ne? Recimo Zmago Jelinčič je tipičen primer, ne? On je bil nekdo, ki je najbolj radikalne. Če kako pa reguliraš populizem? Enostavno tako, da dobro, to je hipoteza, da lahko me toži, ampak to zdaj prodajam kot hipotezo, ki ji verjamem, ne? Jaz osebno mislim, da je bil dogovorjen za svojo vlogo. Več ne rabim povedati, ne? Okay. In potem je zajemal tisto nezadovoljstvo, ne? Ker to, kar se pa dogaja zdaj recimo znotraj radikalnega krila SDS, ne? In znotraj protibegunske retorike, to pa je nevarna stvar. In vsi ti populizmi, ki vznikajo pri Orbanu, pri Salviniju, pri Marine Le Pen, če hočeš pri določenih brexitirjih, v Angliji, to je nevarna stvar. In tudi pri AfD v Nemčiji, to je nevarna stvar. Mi v Sloveniji smo imeli pa neko bom rekel, dogovorno ekonomijo na eni strani, na drugi strani pa dogovorno politiko, ne? Ki je zdaj, bojim se, da ni več, ne? Ker, zakaj se bojim? Zato, ker je bila še vedno boljša, kot je ta, ki ni usmerjena v demokracijo, ampak je usmerjena v destrukcijo nečesa ali pa v destrukcijo, ki ne vemo, kam pelje, ne? V politično destrukcijo, pravi, v borbo za oblast brez koncepta, ne? In zdaj Podobnik v tistem času je po moji oceni odigral vlogo, ko ne rečem, kvalificiral se je kot najboljši igralec vloge, ki je bila dogovorjena za časa krščanske demokracije, že za časa Peterleta, po moji presoji, ne. Ne vem pa, kaj to danes pomeni, ne. Danes pomeni pa to, mislim, jaz pa danes ne verjamem, da še obstaja gremi, ki bi to premišljeval v ozadju in ki bi imel še interes po taki vrsti privatizaciji, ker je tista privatizacija se je izpela, ne. Cerkev je saturirala svoje interese, kot bi rekel Veljko Rus, ne, je dobila vse, kar je hotela, ne. In pa klecnila. In potem klecnila, potem te privatizacijske zgodbe so se pripeljale tam, kar so se pripeljale, tako da za nekega zalednega gremija in velikega brata, ki bi to korino več ne vidim, ne. Marjan Podobnik je zdaj po 18 letih prišel kot umirjen, izgleda pametno, izgleda retorično zelo v redu, ne. In v bistvu je gradnjo mostov preimenoval v integrativno politiko. Ni več zamer do Kanglerja, Kangler je zdaj, in Kangler obratno tudi pravi, nimam nobenih zamer več, vedno sem nosil v srcu SLS, ne, in sedaj je najavil kandidaturo za mariborskega župana s podporo SLS in Marjan Podobnik že pravi, jaz ga imam za našega kandidata, ne. Hkrati zdaj nek pol škandal ali pa pol problem, ne, ko naj bi lokalna SDS preprosto se uprla temu, da bi Mariborska lokalna SDS, naj bi se uprla podpreti Kanglerja in hoče svojega kandidata, tako piše na teh portalih kot, ne vem, Siol in tako, ne, da Milan Zver pa Janša pa naj bi pritiskali na njih, da ne podprejo Kanglerja, ne. Ja, mislim, mariborski odbor SDS pač ima svojega kandidata. Ja, in se mu noče odreči, ne. Ja, ki pa mu javnomnenjske raziskave kažejo 3,4%. Tako, ne, več neko relativno nesrečno številko. Tako da lahko predvidva, da bo na koncu obveljala volja ljubljanske centrale, ne. Ja, je pa ta mariborska zgodba zanimiva, ne, zaradi tega, ker se pa tako precej ciklično pojavlja, ne, veš. Odpor, ali kako? Upor mariborskih občinskih odborov proti temu, kar se sklepa v Ljubljani, ne. Ne gre samo za SDS, ne. Konec koncev tudi Kanglerjevo odpadništvo, ne, je
ne, odpadništvo v narekovaju, je v neki relaciji z tem, kar se je v Ljubljani dogajalo. Ne nazadnje, a veš, to da je včeraj nekdanja notranja ministrica demonstrativno izstopila iz stranke Modernega centra, ne, češ da centrala ni podpirala njenih prizadevanj vezanih na migrantsko politiko Ministrstva za notranje zadeve, ne, pač kaže na to, ne, da obstajajo take zanimive specifike mariborske politične scene, ne, ki se kar izrazito razlikuje od tega, kar se dogaja v Ljubljani. Ne. Ja, to je pač zdaj lokalne volitve, se pravi regionalni diference pokaže, razlike se pač potencirajo, kar je prav, ne. Ampak ne vem pa zdaj, če se na izhodiščno tezo vrnemo, ki si je rekel pravilno ugotovil, ne, da je Podobnik Marjan že v tistem času pokazal neko zanimivo obliko populizma, ne, je pa danes pojem populizma zelo jasno definiran, ne, in je vezan na sovraštvo, na ksenofobijo in pa na sovraštvo, ideološko sovraštvo, v Sloveniji vsaj. Ne. Ja. Isto tako tudi v Italiji z Salvinijem, isto tako na Madžarskem in tako. In Zdis in Janša ponavlja to formulo dosledno, ne, to se pravi protimigrantska retorika, sovraštvo do tujcev, izkazovanje velike nevarnosti skozi to, ne. Medtem ko Podobnik je pa zdaj preimenoval tedanje mostogradnost v inkluzivnost, ne, kar je v bistvu druga sinonim za tisto, kar je že takrat kazal. Začel je seveda s tem, da vključuje in domobrance in partizane, to je stalnica, ne, ampak hkrati, da vključuje vse ljudi, tako rekoč spet v tem cerkvenem besednjaku, vse ljudi dobre volje, ne, ki poskušajo kaj graditi, ne pa rušiti, ki poskušajo narediti nekaj pozitivnega in istočasno povedal, da ne glede na to, da vsi vedo, da se s Petrom Uriskom živa ne morata videti, sta se včeraj slišala in pogovorila in rekla, pustiva mi dva dajne zamere in zdaj gledava na to, da bo SLS najprej uscvetela in zaželela, pa se pa naprej kregala. Ne. Isto je povedal potem v razmerju do Kanglerja in Kangler je po Franc Kangler je tudi nazaj povedal, vedno sem v srcu nosil SLS in tako rekoč se lahko začnemo pogovarjati o združitvi naših strank. Ne. Se pravi, tiste nove SLS in nove SLS. SLS in SLS. Skratka, inkluzivnost, ne, postaja doktrina. Ne. Zdaj pa se postavlja seveda vprašanje, kako bi na to zdaj gledal, ker istočasno je Janez Janša tam povedal, da se bojo pa pomlad, da se bo spet odmrznila, ne, in da bo spet se nekaj zgodilo. Ivan Oman je rekel, da je treba preklicati lastovke pomladi. Potem je pa okarakteriziral Janša s koalicijo zdajšnjo, ne, da ima 6 satelitov, nima pa planeta, okrog katerega bi krožila. Ne. In zdaj, če to ekstrapoliramo in kolikor poznamo njegovo govorico, bi hotel reči, bi se lahko domnevalo, da bi lahko imel v mislih, da bi rad sebe postavil za ta planet in da bi pozidal Sonce. Sonce, ja. Sonce pa so pa planeti potem bi pa desnica začela gravitirati spet okrog njegove pač karizme, ne? Ker se ima za karizmatičnega, ker se ima za nekoga, ki je sposoben, mogoče celo edini sposoben povezati slovensko desnico, ne? In zdaj se naenkrat znajde tisto, kar je pa res zanimivo, ne? Ali je Marjan Podobnik tukaj priložnost ali motnja. Po eni strani seveda je priložnost in Janez Janša se je na ta način tudi moral izražati. Ne? In če pogledaš potem njegove referenčne medije, ne, te, ki so v lasti Orbana in ki so v bistvu pod nadzorom Janeza Janše, ne, naenkrat ni več tistega nažiganja, naenkrat ni več tistih diskvalifikacij, ampak so samo informacije, ne, kar pomeni, da gre za neko previdno tipanje. Ne. Kaj se zdaj, ne vemo točno še, kam bo stvar pripeljala, ne. Imaš pa nekatere ekscesneže, katerih imen na glas niti nočem povedati, ne, ki so pa že odprli ogenj, ne, kar pomeni, da gre za neko strahovito nelagodje, ne, po katerem je prisotna zavest, da je Marjan Podobnik popolnoma nepredvidljiv. In on je popolnoma nepredvidljiv, ker Marjan Podobnik je pred 18 leti naredil popolnoma vse, da bi v vse enačbe vmes porinil svoje ime oziroma svojo osebnost. In mu je to tudi uspevalo, to za zelo visoko ceno, politično njegove lastne stranke. Zdaj se po 18 letih vrača z nekaj dobrimi argumenti. Sem umirjen,
rad bi nekaj dobrega naredil, nagovarjali smo 10 ljudi, pa nihče ni hotel, zato sem to jaz sprejel, kar je najbrž res, oziroma vsi so se izogibali. Ne. On se zdaj pojavlja kot povezovalna in spravna figura in mogoče ta Mostogradnja ni toliko namenjena navzven, kot navznoter. Ne. In dejansko je umirjen in če ga poslušaš, ima pametno dikcijo. Ne. Zdaj, naslednje, kar boš vprašal, je to, a mu je za verjeti. Ne. Ne bom. V redu, jaz pa ne bom odgovoril, da mu ni za verjeti. Ampak hočem to povedati. Ne. Jaz ne verjamem v to, da se človek spremeni. Ne. V politiki vsaj ne. Ne. Mogoče na osebni ravni ali pa zelo redki so se sposoben. Mogoče se pa je, lej, ne bom zaprl vseh urad, govori pa pametno. To je dejstvo, umirjeno in pametno. In jaz mislim, da se bo v neki perspektivi prej pojavil kot grožnja ali pa kot nevarnost za SDS, kot pa zaveznik. Kot priložnost. Kot priložnost. Ja. Ne. Če pa to še primerjamo s tem, da on natanko ve, da ne sme početi tega, kar je počel Zidanšek, ne, potem je pa še bolj jasno, da ne sme biti antimigrantski sovražen, ker Zidanšek, če se spomniš, je bil v svoji protimigrantski retoriki bolj sovražen in bolj radikalen kot Janša kdajkoli. No, mislim, številke Zidanšku niso štimale. Ne? Ja. Veš, na plakate so dajali iste vsebine, samo da so bile številke pri Zidanškovih plakatih pa ne, pač malo so se zmotili. Ne? Ja, ampak to je bila kopija SDS-a, pa so se tudi res je, ja. Dobro, to za danes, hvala lepa. Drži.